Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega nogometa, še z komentatorskega mesta tu v praznem Ljudskem vrtu, ampak še zdaleč ne tihem, kajti slišali ste že v našem studijskem delu in tako ali tako se je v zadnjih dneh veliko govorilo o tem, da mariborski ljubitelji nogometa pripravljajo tako imenovani miting, tako so ga naslovili. Urata s predložkom, Jakupovič je bil tam, tudi Šošić se je vrnil, pa zdaj Lorbek, priložnost za Božiča in prva nevarna akcija Mariborčanov tudi z zaključkom, nepopustljivost obrestovala, Iličić preigrava, tule je našel Jakupoviča, Jakupovič iz obrata. No, zdaj se Mariborčani kar malce mučijo s tole gosto obrambno postavitvijo, Radomelj po en odziv iz vsakega tabora. Jako Kozmelja imamo ob robu igrišča, Matic Burazer pa ima v studiu Damira Čontalo in Andreja Kvasa. Tole je bila zdaj priložnost. Garič je odozel žogo Cerarju, Iličić. Še naprej imamo občutek, da je Maribor v tem drugem polčasu precej konkretnejši kot v večjem delu prvega. Širvis, Božič. Božič s predložkom, priložnost in zadetek. Zadetek za vodstvo Maribora v 57. minuti. Arnel Jakupovič, ravno ko sem razlagal, da imam občutek, da je Maribor bistveno konkretnejši na začetku tega drugega polčasa, je vse skupaj zgolj potrdil. Arnel Jakupovič s svojim 12. golom v tem prvenstvu se je tudi izenačil z Aljošom Matkom na čelu lestvice streljcev lige. Tule je ta akcija Maribora. Repas je podal proti Širvisu. Božič pa potem s predložkom idealno zaposlil Jakupoviča. Ta pa je dosegel svoj 5. gol v karieri proti Mlinarjem. Takole je bil povsem brez moči Velič, dovolj prostora je imel tu Božič. Prvič so malce popustili v tem bloku Mlinarji in Mariborčani so to uspeli izkoristiti. Takoj so odgovorili s precej konkretnejšim pristopom in z napadalno akcijo Mlinarji, ki tule zdaj zahtevajo celo 11 metrovko. Po predložku Davidoviča in gre na ogled posnetka Roberto oziroma Mihael Antić. Ja, tegale posnetka mi še nismo videli, tule je zadela. Širvisa žoga v roko. Ja, težko rečem, da je bil povsem naraven položaj. To daje nekaj upanja Radomljanom, da bodo zdaj dobili kazenski strel. In dejansko tudi je tole zdaj dosojena 11 metrovka za Radomlje. Ni storil, kako bo zdaj iz oči v oči, ko smo že vstopili v 64. minuto. Vokić strelja in Beno Bergsen je obranil 11 metrovko v Ljudskem vrtu. Beno Bergsen ostaja 1-0 za Maribor. Tretji že v drugem polčasu. Iličić, ostra podaja proti bližnji vratnici. Gneča pred Veličem ostaja 1-0. Klašnja, do žoge prišel Bugre. Iličić. Iličić je v kazenskem prostoru. Iličić strelja. Velič na pravem mestu. Morda kakšno spremembo v sami postavitvi kakšnega od posameznikov ali pa bo Letaj morda le zaigral tudi na položaju centralnega branilca. Tule je zdaj Icuki Urata prejel svoj drugi rumeni karton in Mariborčani bodo, tule poglejmo, ali bo morda pokazal neposredno rdeči karton, samo to je zdaj vprašanje. Ali drugi rumeni, ali neposredno rdeči. In tole bo direktni, neposredni rdeči karton. Ne drugi rumeni, temveč neposredno rdeči, kar spremeni le to, da bo Urata počival še kakšno dodatno tekmo. Tako ali tako pa je za danes končal tudi po drugem rumenem kartonu.
Ante Šimundža, čestitke za zmago, ki je v luči zbiranja točk zelo pomembna, tudi glede na dogajanje danes na igrišču, pa trdo prigarana. Kakšna je nekako vaša ocena tega obračuna? Zelo prigarana. V prvem polčasu preveč medlo, zelo nekako neambiciozno, kar nikako ni bil dogovor. V drugem polčasu z ogromno energije, z vstopom Piusa smo dobili tisto, kar smo si želeli. Dobili eno mentaliteto v napadu, kronali z zadetkom, lahko bi še kakšnega dosegli, ampak potem pač se zgodijo stvari, katere nam ne grejo v roko in zdaj to so stvari, da ljudje analizirajo kako in kaj. Zdaj na koncu, ko ste imeli igralca manj, se je res delo, da niste pravzaprav preveč trpeli. Suvereni ste bili v teh dvobojih. Radomlje, mislim, da dobro izjemo tiste 11 metrovke, niti se ne spomni kakšne konkretne priložnosti. Koliko vas to veseli, da ste bili danes v tem segmentu tako suvereni? Ja, enostavno delali smo na temu, da se mora nasprotnik zelo potruditi, če želi doseči zadetek. In danes je bilo še posebej z igralcem manj z rotacijami, ki smo naredili, za igralci, ki so vstopili, dosegli to, kar smo želeli. Nažalost sem želel, da bi bili v fazi napada malo bolj konkretni, še posebej, da bi bili čim dalje od našega gola, nekako nam to ni uspelo, ampak volja, želja, pristop, zmagovalna mentaliteta je potem tista, katera je odražala, da smo lahko v fazi obrambe bili, oziroma da smo bili v fazi obrambe tako dobri, da so bile Radomlje praktično nenevarne. Omenjate to zmagovalno mentaliteto, zdaj res že traja tale niz zmag v Ljudskem vrtu. Kako pomembno je na koncu z rezultatskega vidika tudi to, da ste danes osvojili 3 točke? Vemo, malce so se spremenile okoliščine, stadion je bil prazen, to se nekje seveda tako ali drugače mora poznati, ampak vendarle Maribor doma še vedno zmaguje. Zelo pomembno. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Zmaga Maribora z 1-0, ampak spet ste drago prodali svojo kožo, tudi z Urošem Korunom sva nekako že ugotavljala, da so predstave boljše, ampak manjkajo pa točke. In točke so tisto, za kar se igra. Točke, rezultat je tisto edino merilo kvalitete in igra se za gledalce. Žal jih danes ni bilo, mislim, da bi lahko uživali v predstavi. Tako da, ja, mi lovimo svoje točke v tej borbi za obstanek, bomo mogli loviti jih drugje. Še enkrat poudarjam pa, žal mi je pa, da danes ni bilo navijačev, ki so bistvo nogometne igre. Seveda poleg igre na rezultat. Zdaj v prvem polčasu se nekako zdi, da ste dobro, ne bom ravno rekel, neutralizirali Maribor, bili so dominantni, ampak niso pa prihajali do priložnosti. Potem na začetku drugega polčasa se je to malce spremenilo, postali so konkretni, je to neka individualna kvaliteta. Bi se dalo tu kaj drugače reševati? Lahko povem mogoče z moje prizme. Ja, neutralizirali smo, malo priložnosti je bilo v prvem polčasu. Mi smo nek prostor, ki se nam je odpiral, smo dokaj slabo reševali te kontra, pol kontre, tako da je bil več ali manj enosmeren promet, ampak z malo priložnosti. Drugi polčas, ja, Mariborčani mislim, da so dvigali eno brzino više. Mi težko je neutralizirati Maribor 90 minut in igrati v obrambi. Smo poskušali se tudi odpreti, poskušali igrati. Mislim, da se je to videlo drugi polčas, ampak na koncu se pa vidi, predvsem, ko smo imeli enega igralca več, da vse ključne situacije znotraj 16 so pa Mariborčani reševali, mislim, da na res kvaliteto. Na kvaliteto in na kvalitetni način. Gospod Bogatino, najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. Trebno tudi trpeti za tele 3 točke, ampak na koncu je najbolj pomembno to verjetno, da vam je uspelo. Ja, hvala, tvrda tekma. Mislim, da smo se borili do zadnjeg, da izdržimo to, da držimo rezultat. Imali smo prije toga dobri prilika da damo go. Borili smo se, svi zaslužili smo ovu pobjedu. Mislim da ne znam, kod penala i to male te stvari da se to bolje provjeri, ne znam, nisam bio poslije analize ćemo gledati. Ne znam, te sitnice, te offside, to treba da se riješi bolje, ja mislim.
Nekako me še zanima vaš vtis, igrali ste pred praznimi tribunami, potem pa tale sprejem, druženje z navijači, neka posebna energija, ki ste jo verjetno vseeno čutili. To samo ima u Mariboru. Ovo što su oni napravili, organizirali, to samo tu ima i to je fenomenalno i vidi se da smo mi kao jedna familija ovdje u Mariboru i sad kad smo izašli pred njih to je neopisiv osjećaj, tako da sve top. Ja, v moji družbi Uroš Korun. Uroš, do konca pravzaprav v igri za točke, predstava, ki verjetno tudi za vas pomeni marsikaj dobrega, ampak na koncu rezultat ni takšen, kot ste si želeli. Ja, zdaj mislim, da je že neka tretja tekma zapored, ki je predstava dosti boljša, kot je bila v preteklosti, ampak manjkajo točke. Vse te tekme so nekako 50-50 se obrnejo korist nasprotnika. Ampak tako, kot ste rekli, moramo nekaj pozitivnega potegniti iz tega. Dosti še tekem, treba bo zbirati točke. Kaj bo se zdaj recimo tudi kot bolj izkušen nogometaš dejali v slačilnici fantom? Situacija je res takšna, kakršna je, manjkajo točke, ampak kot tudi sami ste dejali, predstave v zadnjem obdobju so nivo više. Ja, moramo iz tega potegniti nekaj pozitivnega, ker samo to nas bo dvignalo. Samo tako lahko pričakujemo neke podobne predstave oziroma zmage, ki jih potrebujemo. Vemo, da zdaj imamo še dve zelo težke tekme, mislim, težke so vse, da ne se ne bo pomotil, ampak zdaj imamo Koper Olimpijo, še vmes pokal. Treba bo zbirati točke, to je glavni cilj, ni več neke lepote v igri, tudi na silo, če ne drugače.